Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Pred mikrofonom lepo pozdravljam župana občine Gorje, Petra Torkarja. En lep dober dan vsem gledalkam in gledalcem gorenjske televizije. Pred nekaj dnevi vam je uspelo spraviti proračun pod streho. Svetniki so vam prižgali zeleno luč za leto 2026 in 2027. In kam bo namenjen dobršen del proračuna? 17. december je zagotovo bil zgodovinski dogodek za občino Gorje. Namreč v letu 2026 praznujemo 20. obletnico občine Gorje in v letu 2026 in 2027 imamo kar več večjih investicij planiranih, v katere so vključene tako kohezijska sredstva, državna sredstva, ekosklad in ostala donacijska sredstva za pokrivanje vseh investicij. Ključne in pa večje investicije so obnova 4 delov vodovodov in pa vodovod Zmrzlek, ki je 5. del. Zelo si prizadevamo, da ostanek sredstev iz gorenjske regije tudi usmerimo v obnovo vodovoda Ovčje jame. To bo za naprej. In pa to, kar sem rekel, da bo zgodovinski dogodek, začel se bo graditi zelo težko pričakovan objekt kulture, športa občine v Triglavskem narodnem parku, Gorjanski dom. To pa bo investicija, ki se bo začela v letu 2026 in zaključila v letu 2027. Objekt Centra kulture, športa občine v Triglavskem narodnem parku bo ponudil prostor za uspešno delovanje vseh naših gorjanskih društev, za kvalitetno izvedene vse kulturne prireditve in pa športni center, ki bo vključeval fitness in ostale dejavnosti, kar se tiče priprave kolesarjev, športnikov, tekačev in pa biatloncev, ki jih imamo v Gorjah zelo uspešno. Pridobili pa ste že gradbeno dovoljenje za gradnjo tega objekta? No, vse aktivnosti, ki so potrebne pred sprejemanjem proračuna, so izvedene. Poleg projektne dokumentacije, projektantske ocene in pa gradbenega dovoljenja. Po sprejetem proračunu pa smo se že lotili priprave razpisov za izbiro izvajalcev in predvidevamo, da bomo te aktivnosti začeli že v mesecu januarju, februarju. Vse aktivnosti, ki pa so potrebne in pa čas za izbiro izvajalca, pa nekje mislimo, da bomo pričeli z deli v mesecu maju, torej začetek meseca maja bo začetek rušitve in pa gradnje novega gorjanskega doma. Tudi v letu, ki se izteka, ste bili kar aktivni. No, v letu, ki se izteka, letu 2025, lahko rečem, da smo izvedli vse načrtovane investicije, ki smo jih planirali v proračun. Veliko cest smo rekonstruirali, veliko javne infrastrukture, od zamenjave vzdrževanja vodovodnih sistemov, javne razsvetljave. Vključili smo tudi vse telekomunikacijske vezi in pa elektro povezave pod cesto, tako da teh investicij je bilo ogromno. Začeli smo s prvo fazo obnova in tudi zaključili v letošnjem letu vodovoda Zmrzlek, ki skrbi za rezervni vodni vir v občini Gorje. Seveda v tem letu pa je bilo ogromno aktivnosti prav na pridobitvi vseh pogojev za gradnjo Centra kulture, športa občine v Triglavskem narodnem parku Gorjanski dom. Kdaj bo zaključen most čez Radovno? No, most čez Radovno, ki nam ga je odplavila povodenj v letu 2023, bo zaključen v spomladanskem mesecu leta 2026. Zaradi same kvalitetne izvedbe smo dela prekinili, namreč vlaga je preprečila, da bi kvalitetno namestili hidroizolacijo in pa asfaltno preplastitev, tako da smo se odločili, da s to izvedbo počakamo. To je edina investicija, ki se v letošnjem letu ni zaključila. Bomo pa zaključili z deli naslednje leto, predvsem zaradi boljše kvalitete. Kakšni dogodki pa so se zvrstili v letu 2025? Številni so bili. No, lahko rečem, da smo v občini Gorje stalno aktivni, tako na športnem področju kot kulturnem področju. Izvedli smo mikolaževanje,
ki je potekalo po vaseh, torej Miklavž je obiskal pridne otroke po domovih s svojimi angeli in pa parkeljni in jih obdaril. Izvedli smo tudi koncert godbe Gorje, imenovali smo ga Miklavžev koncert. Naši ambasadori kulture, godbeniki in godbenice Gorje so napolnili zadnji kotiček v osnovni šoli Gorje v telovadnici. Tako da doživeli smo tudi neverjetno igro, torej z naslovom Bohinjka z velikimi jožki, ki so jo 28-tič uprizorili na raznih kulturnih dvoranah po Sloveniji. No in ta zadnja je bila v decembrskem mesecu in je tudi napolnila dvorano Gorjanskega doma do zadnjega kotička. No, zdaj pa smo že zakorakali v drugo polovico decembra in imamo prednovoletni pohod z baklami po gorjanskih poteh, ki ga organizira Športno društvo Gorje. In pa v novem letu bomo zakorakali v Zvezde na snegu, to je pa 10. januarja ob 18. uri. Tam pa se bomo pripravljali na zimske olimpijske igre leta 2026, ko bomo šli, bom rekel, z našimi tekači in pa biatloncem v Italijo. Na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu smo imeli kar 4 predstavnike od 44 slovenskih predstavnikov, kar je pomenilo skoraj 10% slovenskih predstavnikov samo iz naše občine. No, v Italijo pa si želimo, da bodo te isti predstavniki tudi predstavljali našo državo, našo občino v Italiji, tako da 10. januarja se vidimo, od tam jih bomo pospremili v Italijo, tako da vsem prijetno in prijazno povabilo na ta dogodek. V vašo župnijo ste dobili tudi novega duhovnika. No, vsaka lepa stvar in prihod je lep, tako da Slavko Judež je naš novi duhovnik v naši fari. Dobro sodelujemo, tako kot smo sodelovali z bivšim župnikom, gospodom Matejem Pavličem, in dobrega sodelovanja si še želimo naprej.